Dobrodošli v predvolilno histerizirani aferaški Sloveniji. Kaj šele bo, ko bodo volitve res tik pred vrati? Vsaj za nekaj dni je izgledalo, da bo šefu vlade Golobu uspelo preokviriti politično razpravo v državi. Ideja obvezne božičnice je bila dovolj eksplozivna bomba, da se je pokadilo povsod. In vsaj za nekaj dni smo pozabili na hude porodne krče sistema dolgotrajne oskrbe, na pokojninsko reformo, ki jo ruši del sindikatov, na zdravstvo, davčne nereforme in ostalo, kar pritiče običajnim predvolilnim ritualom. Potem pa je jesensko politično dogajanje presekala serija novic, ki se bistveno manj podajo v podobi države, ki želi biti resna. Tožilstvo je v zadevi Bobnar, kjer je ovaden Robert Golob, vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Na relacijah Komisija za preprečevanje korupcije, kabinet predsednika vlade, Slovenski državni holding se je vnela frontalna vojna s tožbami, pismi in težkimi besedami. Policija je vmes potrkala še pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu, ki ga sumijo povezav z narkokartelom. Minister za kohezijo Jevšek, ki ima težave s črnogradnjami, bi se lahko kmalu evakuiral iz Slovenije in to kar na veleposlaniški položaj v Sarajevo. Premier odvetnik Zdolšek je za posladek z izjave, kamor je povabil le nekaj novinarjev, vrgel novinarko Tarče, ker ta ni zadostila pogojem selekcije znamenitega jezičnega dohtarja. Nekaj impresiven nabor zgodb za dnevno potrošnjo v političnem blatnem dolu po slovensko. Ker očitno smo se, podalpska sorta kuhani žab, že navadili vsega hudega. So standardi sprejemljivega, dostojnega v politiki, v pravni državi in zreli demokraciji res tako padli in smo v stanju terminalne odpovedi politične kulture? Ampak da ne bomo vedno le umazani politiki, za mnoge reprezentanci lopovov in nekulturnežev, se še mi vprašajmo nekaj. Ali nismo tudi mi znižali svojih zahtev do politike? Ker ko gre za naše, pač everything goes, vse gre skozi, se tudi volilno telo v polarizirani družbi spreminja bolj v ovce svojih političnih pastirjev in opušča vlogo budnih, kritičnih, doslednih, razmišljujočih državljanov, ki bi od ljudi, ki vodijo državo, morali pričakovati več, boljše, bolj transparentno, odgovorno in učinkovito. Morda bi bilo pol leta pred volitvami dobro, da se vsi za trenutek ustavimo in razmislimo, da rečemo stop. Sicer nas čaka zima neznosnega cirkusa. Dobili in izvolili bomo klovne, a se bodo na koncu smejali le redki izbrani. Zato pa, kot bi rekel Igor Vidmar, lahko noč in srečno.